Dobrodošel, dobrodošla v podcastu Vse je v redu. To je podcast, kjer bomo skupaj iskali navdih, notranji mir, premagovali strahove in gradili zaupanje vase, v druge in v življenje. Vodim ga Vida Igličar, grafična oblikovalka in ilustratorka, zagnana iskalka smisla in notranjega miru. Skozi izzive, ki mi jih življenje prinese na pot, aktivno in kreativno iščem pot naprej. Ob izidu knjige, ki ima prav tako naslov Vse je v redu, sem želela ustvariti še ta navdihujoč in podporni prostor, podcast, kjer upam, da bom skozi razkrivanje svoje ranljivosti in svojih preizkušenj pripomogla k zmanjševanju stigme na področju duševnega zdravja. Predvsem si želim, da ti dam vedeti, da v stiski nisi sam oziroma sama. Vedno bom hvaležna za tvoj čas in za poslušanje. Če bi z menoj želel oziroma želela podeliti, kakšna se ti zdi vsebina, če se v njej najdeš ali te ta nagovori, če imaš kakršnokoli vprašanje, mi lahko pišeš na Instagramu, kjer me najdeš pod imenom Vida Igličar. Vesela bom tudi, če moje ustvarjanje podpreš tako, da se na podcast naročiš ali pa ga podeliš s svojimi bližnjimi. Preden začnem, naj poudarim, da nisem zdravnica, ne psihiatrinja ali psihoterapevtka. Tematike duševnega zdravja razkrivam skozi oseben pogled in lastne izkušnje. Verjamem, da je moja največja kvalifikacija predanost. Predanost delu na sebi, iskanju smisla in boljšega življenja ter pripravljenost na pogovore o občutljivih temah. Če se kadarkoli znajdeš v hudi stiski, se obrni na strokovno pomoč ali pokliči na eno od številk za pomoč v duševni stiski. Najprej te po kratki, enomesečni pauzi lepo pozdravljam nazaj. Danes, ko snimam epizodo, je 1. september in meni je začetek septembra kot en tak mini 1. januar oziroma začetek novega leta. In primerno temu se bom danes ozrla nazaj na preteklo leto in spregovorila o eni svoji specifični izkušnji postavljanja namere, ki se je potem zgodila oziroma odvila v preteklih 12 mesecih. Govorila bom o moči postavljanja namere, postavljanja ciljev in podelila, kako se je meni v zadnjem letu spremenilo življenje in koliko enih sadov svojega truda in dela sem požela in kako menim, da je bil en trenutek manifestacije ključen v tem procesu. In seveda epizoda oziroma vsebina je nekako usmerjena v to smer, da ti mogoče dam navdih ali pa spodbudo, da se tudi sama oziroma sam lotiš podobnega procesa, če se ti bo zdelo zanimivo oziroma se ti bo zdelo, da bi ti to lahko odgovarjalo. Jaz upam, da ti s tem enim malim koščkom svoje zgodbe dam navdih, da si postaviš cilje, da ubesediš in konkretiziraš smer, v katero si želiš hoditi in da ti mogoče dam malo poguma, da slediš svojim sanjam. Vsebinsko sem tole epizodo snovala v mesecu avgustu in se mi zdi krasno in pomembno to, ker bi se za začetek vrnila v lanski avgust, torej avgust 2023. Prebrala bom en izsek iz svojega dnevniškega zapisa, h kateremu sem se vrnila te dni in se živo spomnim dne, ko sem ga pisala v naravi, ob reki, obdana z drevesi. Prebrala bom sam tisti del, ki je relevanten za današnjo epizodo, torej del, ki je vezan na delo, na projekte in tudi na odnos do sebe. To poudarjam predvsem zato, da ne bi zavajala, da so moje vse želje vezane na delo. Niso, sem si takrat v dnevnik izpisala še marsikaj drugega, ampak danes delim ta del, ki je pomemben za današnjo temo. V svoj dnevnik sem zapisala: Danes sem lastniku na sestanku na Mestni občini Ljubljana za projekt ozaveščanja o duševnem zdravju. Sestanek je v meni sprožil val dobrih občutkov, ki me usmerjajo pri današnji manifestaciji. Želim se dobro počutiti v svoji koži, navdušena nad svojim življenjem.
zavedanjem, da si zaslužim uspeh, ki mi prihaja naproti. Želim si še več projektov, kot je ta, ki ga bomo ustvarjali z Mestno občino Ljubljana, ki je blizu mojih vrednot. Želim si še več ustvarjanja na temo duševnega zdravja, ker me to nagovarja in navdaja z navdušenjem. Želim se počutiti dobro in zadovoljno. Ko sem hvaležna, odprta in tudi vesela za dobro, ki se dogaja drugim. Ne želim si strahu, nevoščljivosti, nezadovoljstva. Želim si poguma, sprejemanja, prepuščanja življenju in hkrati aktivnega soustvarjanja svojega življenja. Želim si izdati knjigo in želim si, da bo dobro sprejeta. Da jo bodo ljudje radi brali, kupovali in da se jih bo dotaknila. Želim si ustvarjati ilustracije in ljudem lepšati dni in domove. Spuščam strah, primerjanje, obsojanje, občutek pomanjkanja, da nisem dobra in da nisem dovolj. Spuščam tesnobo in obremenjevanje z njo. Spuščam željo po kontroli. Privabljam zaupanje. Privabljam občutke, ko se počutim dobro, ko so pred menoj velike stvari, potencialne stvari in imam priložnost delati dobro. Ko delam dobro, se počutim dobro. Privabljam ljubeč, sprejemajoč, spodbuden odnos do sebe. Da ne grem pod ceno in ne podcenjujem svojih sposobnosti. Privabljam dovolj dela, da nisem pod stresom in da hkrati nimam preveč časa za prokrastiniranje. Privabljam zadovoljstvo. Torej, to je bila ta moja manifestacija, za katero se mi danes, ko gledam nazaj, zdi ključno, da sem izhajala iz dobrega počutja, ki sem ga takrat res močno občutila tako na telesnem kot na mentalnem nivoju in je bila moja glavna želja več tega. Moje želje niso bile neka fantazija, neka iluzija, ki sploh ne vem, če bi me res osrečila. Gnal me je občutek in želje niso izhajale iz nekega ega, iz dokazovanja ali pa iz strahu. Bom pa zdaj podelila še malo uvidov v preteklo leto, da pokažem, da ni šlo od tiste manifestacije čudežno navzgor ali pa samo navzgor, da so absolutno prav tako kot prej prišli vzponi, padci, negotovost in dvom. Ampak ko se danes ozrem nazaj na preteklih 12 mesecev, se mi zdi pa, da nekaj je bilo konstantno. Delala sem v smeri, ki sem si jo zadala. Pa ne zaradi tistega zapisa v dnevnik, ker sem v resnici nanj v veliki meri pozabila, oziroma pozabila, kaj točno sem zapisala. Delala sem v smeri udejstvovanja na področju duševnega zdravja, ker sem si tega želela, ker sem v tem videla smisel in dobro. In kot sem zapisala, ta stavek je zelo močno odzvanjal z mano dolg časa oziroma še odzvanja. Ko delam dobro, se počutim dobro. V dnevniku je en zapis iz oktobra 2023, ko sem recimo že resno razmišljala o podcastu, ampak sem se večino časa ciklala okrog vprašanja, ki mi je danes smešno. In to vprašanje je takrat bilo, če naj bodo moje epizode vezane samo na tesnobo ali na splošno na duševno zdravje. V tistem obdobju je mene tesnoba primarno zanimala, še kar nekaj časa in misli se mi je vrtelo okrog nje in se mi je zdelo, da bi imela neskončno o tem zagovoriti. Po drugi strani se mi je zdelo mogoče malo skozi smerjeno, na splošno duševno zdravje pa se mi je včasih zdelo, da je presplošna oziroma preširoka tema. Danes, ko gledam nazaj, menim, da je bil v tem primeru to en način odlašanja, da sem si želela imeti vse razčiščen, imeti jasen plan, da sem razmišljala o neki strategiji, ampak ker sem se lotevala nečesa toliko novega, meni nepoznanega, je včasih v takih primerih težko planirati. Enostavno se mi zdi, da nisem mogla vnaprej vedeti, a bom imela o tesnobi za posnet 10 epizod ali mi bo mogoče že po 2 epizodah zmanjkalo neke vsebine.
In spomnim se, da sem se v tistih dneh dobila z Nino Gaspari, ki mi je takrat dala pomembno usmeritev, in sicer mi je rekla, naj sam začnem ustvarjati in snemati, in se mi bo s časom samo od sebe pokazalo, v katero smer mi grejo ideje, o čem bi rada govorila, kaj me zanima. Če se bom, takrat nisem bila še ziher, če se bom sploh odločila objaviti podcast, bom lahko to malo tudi prilagajala odzivom vas, poslušalcev, in mogoče tudi sprejela kakšne vaše ideje. To je bilo torej eno tako obdobje razmišljanja o tem podcastu, in kljub temu, da sem vedela, da je podcast en način, kako lahko začnem še dodatno udejstvovati svojo željo po tem, da ozaveščamo o pomembnosti skrbi za duševno zdravje, so bili neki dvomi, so bila vprašanja, ni bil toliko dvom, a podcast ja ali ne, ampak na kakšen način, in posledično se mi zdi, da bi se lahko na tisti točki tudi zaciklala v to, da rabim imeti vse odgovore, in bi me to mogoče ustavili pred tem, da bi sploh objavila. Podobno si tudi predstavljam, da bi me lahko zlahka ustavil perfekcionizem, da bi si takrat mislila, da morajo biti epizode popolne in tehnično popolne in vsebinsko. In sem se takrat zavedala, da mogoče ne bojo, oziroma da po vsej verjetnosti ne bojo, ker začenjam nekaj novega, ampak da ni najbolj pomembna stvar popolnost, ampak da se želim osredotočati na vsebino, na tisto, kar želim podati, in sem se tudi potem nekako postavila, da bo pri podcastu glavno merilo, da to delam, dokler se mi zdi, da se počutim dobro ob tem, da imam nekaj za povedati, in da dokler ocenjujem, da tisto, kar povem, lahko pripomore k boljšemu svetu ali pa da mogoče nekomu pomaga. Lanskega oktobra sem se jaz tudi še kar pogosto srečevala s tesnobo, in tudi pretirano tesnobo. To omenjam zato, ker sem v tistem zapisu v dnevnik pisala, da jo spuščam, ker je takrat še kar bilo marsikaj za spustiti. En zapis imam v dnevniku iz oktobra, ko pišem, kako sem se tesnobno odpravljala v Ljubljano, kar mi je takrat predstavljalo še kar velik stres, in se spomnim, da je bilo še v tistem obdobju en opravek v Ljubljani moj maksimum, in vsi nadaljnji so bili pa potem izvedljivi samo, če je tesnoba nekako popustila in mi ni bilo prehudo. In potem dan zatem že pišem v dnevnik, kako je bilo super v Ljubljani in da si moram zapomniti, kako me je bilo prej strah, pa se je potem vse super odvilo in sploh tekom dogajanja nisem več občutila tesnobe. Prav tistega oktobra sem tudi po dolgem času šla na letalo brez partnerja, torej šla sem že tisto leto na letalo, ampak s partnerjem, ki mi nekako predstavlja en pomemben mir in vir neke varnosti. Tistega oktobra sem se pa opogumila in šla s prijateljicami, kar je bil zame še en tak pomemben mejnik v tem procesu premagovanja strahov in omejitev, ki mi jih je tesnoba in z njo na novo nastali strahovi, ki so mi jih postavljali. Konec novembra sem potem zapisala v dnevnik, kako sem imela močan pomislek pred tem, da bi delila zgodbo 3. razreda v knjigi. V zapisu se sprašujem, česa me je sploh strah? Da me bodo spet obrekvali, da si bodo drugi mislili, da sem čudna. In skozi zapis sem se bodrila, da sem takrat stara 31 let in ne več 9. Opomnila sem se, da knjigo izdajam, ker upam, da je nekje zunaj še kakšna punca ali pa ženska s podobno izkušnjo in bo moja zgodba pripomogla k manj stigme, manj strahu in manj sramu. Ko sem konec decembra delala en tak klasičen pregled leta, sem na vprašanje, na kaj sem najbolj ponosna v letu 2023, zapisala, da na to, da sem končno spet letela z letalom, da sem končala knjigo, začela snemati podcast in na projekt z Mestno občino Ljubljana. Pod nove veščine sem pa zapisala aktivnosti na Instagramu, in tudi to je en pomemben del preteklega leta, o katerem bi rada malo več povedala. Tisti, ki me spremljate že več kot 1 leto, boste vedeli, da snemanje sebe, ko govorim, in potem to objaviti ali na Instagramu ali pa na podcastu,
to se do lanskega leta ni zgodilo. Niti si tega nisem želela, predvsem pa si nisem upala. Zdelo se mi je, da bom čudna, da me boste obsojali, da drugim ne bom všeč in da sebi ne bom všeč. No, ampak pred izidom knjige Vse je v redu sem si želela povečati svojo aktivnost na Instagramu, napovedati knjigo in več objavljati na temo duševnega zdravja. Ker pred tem sem jaz objavljala tako zelo neredno, večinoma so bile to stvari vezane na ustvarjanje, na dizajn in na ilustracijo. Takrat sem si pa želela pred knjigo vsebino bolj usmeriti v duševno zdravje oziroma v to vsebino, ki jo razkrijem potem tudi v knjigi. In takrat so se meni lih prekrižale poti z Andrejo Počkaj, ki je strokovnjakinja v tem, in sem njo prosila za pomoč. Jaz sem njo spoznala prek Mladinske knjige, kjer je ona včasih delala in tudi tam skrbela za marketing. Potem so se pa povezali in mi je ona naredila malo strategije za to obdobje lansiranja knjige, za aktivnosti na Instagramu in pomagala mi je pri tem, kako povečati aktivnost, kaj sploh objavljati, kdaj, na kakšen način. In ena izmed stvari, ki mi jih je Andreja položila na srce, je bilo, da ima Instagram rad, če se pokažeš. Če pokažeš svoj obraz, da te sledilci prepoznajo, da se lahko s tabo poistovetijo. In sem si rekla podobno kot s podcastom, ok, bom poskusila, če ne bo šlo, če mi bo preveč neprijetno, tega ne bom počela. In sem poskusila in je bilo čudno, ampak sem preživela. Postavila sem si takrat sicer eno zelo pomembno mejo, da stvari, ki jih posnamem, ne gledam neštetokrat za nazaj in da ne obsesivno ponavljam nekih snemanj v iskanju perfekcije. Želela sem si tudi glede aktivnosti na Instagramu, da me ne žene perfekcija in da mi ne začne po nepotrebnem odtekati čas in energija, ker vem, kako se lahko znajdemo v mišljenju, kjer se zapičem v nekaj, kar me moti na sebi in se potem oddaljujem od bistva, ki je vsebina. Bistvo se mi je vedno zdelo, da mora biti sporočilnost in ne ali to, kako izgledam, ali to, kako se sliši moj glas. Zadala sem si, da če v videu sporočilo zaobjamem, če povem nekaj smiselnega, je ok za objavo. In leto dni kasneje mi je posnet nekaj, kar imam za povedati, tudi vse pokazati, postalo nekaj dokaj spontanega. Sicer seveda ne vsak dan, ne bom se snemala vsak dan, ne bom se snemala recimo, ko nimam umitih las, sveže umitih las, ker vem, da se takrat ne počutim tako dobro v svoji koži. Pa ne, ker bi želela karkoli skrivati, ampak ker se pač toliko poznam, da vem, da pridejo dnevi, ko se mi je ok pokazati in so dnevi, ko lahko poslušam svoj glas za nazaj, ko snemam podcast, in so dnevi, ki bi mi to prinesli samo eno nezadovoljstvo. In to vedenje upoštevam v svoje dobro. V željah, ki sem jih pri tistem pregledu leta zapisala za leto 2024, sem med drugim napisala, da si želim objaviti podcast in da pride do ponatisa knjige, čemur sem na koncu dodala vprašaj, ker se spomnim, koliko sem bila skeptična do tega cilja. Skeptična, ker prodaja knjige je odvisna od toliko enih dejavnikov in vsega pač ne gre nadzorovati in uspeh knjige se meni zdi, da je zelo težko predvideti. Zapisala sem, da si za poslovno področje želim, da se knjiga razproda in ponatisne. Da mi pišejo bralci, da jim knjiga pomaga, in za podcast sem si zapisala, da si želim dobiti pozitivne odzive in po možnosti neke partnerje ali pa sponzorje, s katerimi sklenemo sodelovanja, ki meni pomagajo in podprejo moje delo in s tem omogočam še naprej brezplačno vsebino za vas poslušalce. In potem je res podcast bil objavljen skupaj s knjigo v prvih dneh januarja. Tudi kljub mojim dvomom in pomislekom knjige nismo šli spreminjati za nazaj, sem pustila, da noter ostane tista zgodba iz 3. razreda, katero me je bilo nekako najbolj strah oziroma
sram podeliti. Potem 25. januarja sem imela prvi dogodek ob izdaji knjige, ki ga je vodila krasna Ajda Rotar Urankar. Jaz se spomnim, kako sem bila ne samo tisti dan, ampak še dan, dva prej živčna in pred dogodkom sem si zapisala, česa si želim. Nagovoriti ljudi, biti pristna, odprta, prisotna in želela sem si, da bi šli obiskovalci domov z enim dobrim občutkom. Spomnim se, kako sem se cel dan pred dogodkom prekomerno potila in si tudi rekla, da če bodo dogodki zame toliko stresni, jih ne bom mogla imeti veliko. Ampak že po dogodku sem zapisala, koliko sem srečna in zadovoljna, da mi največ pomeni, da so bili tam moji najbližji, moja družina, moje prijateljice, moj partner, da je prišla moja otroška in mladostniška psihiatrinja, pa logoterapevt Martin Lisec, ki ga tudi omenjam v knjigi, pa kar nekaj znancev, oseb, s katerimi smo se v določenem obdobju mogoče sam za krajši čas prekrižali poti in čeprav se v trenutnem obdobju mogoče ne družimo redno, se spomnim kar par obrazov, katerih prisotnost mi je takrat res polepšala dan. In mislim, da je bil premagan strah pred mogoče malo večjo množico, pred nastopom v živo, ključen, da se je takrat odvil v eni tako lepo publiko, je bilo to ključno, da sem se potem tudi v prihajajočih tednih in mesecih spet odprla za dogodke in kasneje celo potem tudi za predavanje. Februarja sem potem v dnevnik zapisala, da ne morem verjeti, koliko stvari se dogaja okrog knjige, koliko mi je knjiga odprla enih vrat in da je bila peta najbolje prodajana knjiga v Sloveniji v mesecu januarju. In potem se je knjiga na to lestvico najbolj prodajanih knjig v Sloveniji umeščala še, mislim, da 6 nadaljnjih mesecev. Zapisala sem, da imam svoj podcast in da dobivam veliko sporočil tako bralcev knjige kot poslušalcev podcasta. Potem marca sem pa naredila še en zame zelo velik korak v smeri ozaveščanja o duševnem zdravju, in sicer, da sem sprejela povabilo na svoje prvo predavanje, ki sem ga potem poimenovala Kako rastemo skozi izzive in preizkušnje. In to moje prvo predavanje se je odvilo pred 300 učitelji. Jaz sem v tem predavanju podelila svojo zgodbo, svoje izzive, te večje, ki mi jih je življenje prineslo na pot, in kako sem skozi njih iskala boljšo verzijo sebe, pot do boljšega počutja in ves čas iskala smisel in si ga skozi te preizkušnje tudi na novo definirala. O tem predavanju, koliko sem bila živčna in kako sem vsem premagala strah, sem govorila v 10. epizodi, če te slučajno zanima več. In to predavanje mi je takrat odprlo vrata, da sem potem v prihodnjih mesecih sprejela še kar nekaj povabil na predavanja in menim, da na ta način prišla do več ljudi na ta oseben način. In se mi zdi, da to je bil še en korak pomemben, kjer sem šla čez sebe v želji po uresničevanju tega svojega cilja. Torej, delati stvari, ki so povezane z duševnim zdravjem, se dotakniti ljudi, imeti priložnost delati dobro. In če zdaj malo preskočim te poletne mesece, do danes, ko snemam to epizodo, lahko še tukaj na podcastu uradno podelim, da je knjiga Vse je v redu sveže ponatisnjena. Oziroma, ker je prišlo do ponatisa že v istem letu kot izid knjige, se temu reče dotis. Jaz za to željo nisem do uradne objave o ponatisu nikomur povedala. Zapisala sem si v dnevnik, ampak nikoli nisem te želje izrekla na glas, niti nisem preverjala, kakšna je bila v določenem trenutku aktualna številka prodanih izvodov. Sem pa ves čas delala v smeri, da ozaveščam o duševnem zdravju, da širim sporočilo knjige, da vam bralcem in poslušalcem približam te vsebine, in delala sem zase male in velike korake in leto dni kasneje se z res velikim veseljem in ponosom oziram nazaj na vse rezultate truda.
Leto kasneje od tistega zapisa v dnevnik je okvirno polovica mojih projektov povezana z duševnim zdravjem. Še vedno na redni bazi prejemam ganljiva sporočila vas bralcev in poslušalcev in zelo lepo mi je kdaj od koga izvedeti, kdo vse posluša podcast. Še posebej se mi zdi, da mi polepša dan, ko gre za ljudi, ki mogoče predtem niso bili toliko odprti za teme povezane z duševnim zdravjem. Zdi se mi na tej točki zelo pomembno tudi poudariti, da te poti nisem hodila sama, da so mi v prvi vrsti zelo pomagali moji najbližji, ki so mi stali ob stran v vseh trenutkih, predvsem pa v tistih težkih, in da sem navkljub preteklim stiskam in mogoče tudi izzivom preteklega leta imela moč in zagon, da sem delala korake naprej. Zelo pomembno vlogo pri promociji knjige je imela moja založba Mladinska knjiga, urednica in celotna ekipa, ki je knjigo res zelo močno izpostavila, sploh v tisti prvi januarski kampanji v začetku leta, da je bila knjiga in ilustracije iz knjige mislim, da v vseh njihovih trgovinah, da so organizirali dogodke in me tudi povabili na to moje prvo predavanje. In pomembno vlogo je imela tudi Andreja Počkaj, ki me je s svojim znanjem spodbudila, da sem se bolj odprla in bila pripravljena pokazati tudi na Instagramu. Jaz srčno upam, da ta današnja epizoda ne izpade kot hvalnica sebi, ampak bolj vzpodbuda in navdih. Upam, da te nagovori, da ustvariš podoben zapis kot jaz lani avgusta, torej da ubesediš, kako se želiš počutiti, da si zastaviš smer in potem samo začneš delati pogumne korake v smeri uresničevanja. In seveda, da se okrepiš s podporo tako bližnjih oseb kot tudi oseb, ki ti lahko strokovno pomagajo. Če želiš še dodatno podporo pri uresničevanju namere, te, če še nisi, lepo vabim k poslušanju prejšnjih 4 epizod, torej 4 vodenih meditacij, ki te vabijo k temu, da stopaš v stik s seboj, da odpreš svoje srce in da si na koncu tudi postaviš in razjasniš svojo namero. Ti bom za usmeritev postavila še par vprašanj, ki so ti lahko v pomoč. Kako se počutiš dobro? Kaj takrat delaš? In kaj je tisto, zaradi česar se počutiš dobro? Kaj je tisto dobro v tvojem življenju, česar si želiš še več, ali pa si podobnih občutkov želiš še na drugih področjih? Zapiši svoje želje, vizijo, česa si želiš zase, kakšen odnos si želiš imeti s seboj in z drugimi. In zapiši tako občutke kot konkretne korake, cilje ali namere. Bodi pozoren, pozorna, da ko to pišeš, da te preplavljajo lepi občutki, želja, predanost, radovednost. Da ne gre za primerjanje, za dokazovanje, ampak za zaupanje vase, za tvojo vrednost, ki jo vidiš in želiš živeti in dati svetu nekaj dobrega. Če se lotiš podobne vizualizacije oziroma postavljanja namer, bom zelo vesela, če z mano podeliš in te povabim, da si tak zapis shraniš in se vrneš k njemu čez nekaj časa in lahko tudi z mano podeliš, kako se je odvilo in kaj se je uresničilo. Za konec pa še današnji temi primerna ena vzpodbudna, zelo preprosta misel. Osredotoči se na tisto, kar je v tvojih rokah. Hvala za tvoj čas in za poslušanje. Če bi z menoj želel oziroma želela podeliti kaj o današnji epizodi, mi lahko pišeš na Instagramu na profil Vida Igličar. Tam me lahko tudi spremljaš ali pa obiščeš mojo spletno stran www.vidaiglicar.com. Hvaležna bom tudi, če moje ustvarjanje podpreš tako, da se na podcast naročiš ali pa ga podeliš s svojimi bližnjimi.
Lepo te vabim tudi k nakupu mojih knjig. Moja prva, ki ima naslov Naj ti povem svojo zgodbo in je spominski album namenjen starim staršem, da vanj zapišejo svojo zgodbo in spomine, je na voljo na spletni strani Grafenauer založbe na www.grafenauer.si. Mojo drugo, 100 dni za boljšo mene, ki je ustvarjena za vse, ki ste v iskanju boljšega počutja, in letos izdano knjigo Vse je v redu, pa lahko dobiš v vseh knjigarnah Mladinska knjiga in na spletni strani www.mk.si. Upam, da te svojo vsebino usmerim k sprejemanju in občutenju zaupanja ter hvaležnosti za vse dobro okoli nas. Upam, da te kdaj pomirim in ti pogled usmerim tja, kjer je lepo, kjer je smisel. Upam, da tvoje srce mirno bije, da dihaš počasi in globoko, da so tvoje misli danes umirjene in da si v redu.